Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra leta 1799. Zasnova bolnišnice pa je bil meščanski špital že v 14. stoletju. Leta 1902 je bolnišnica postala javna. Po koncu II. Svetovne vojne so v mariborski bolnišnici začeli ustanavljati posamezne kirurške odseke, bolnišnica pa je dobila veliko novih oddelkov in zgradb. Leta 2007 je vlada Republike Slovenije izdala sklep, s katerim je Splošna bolnišnica Maribor postala univerzitetni klinični center. V bolnišnici je približno 2800 zaposlenih, od tega približno 450 zdravnikov in 1300 izvajalcev zdravstvene nege. Bolnišnica ima 1266 postelj. Na leto se v bolnišnici zdravi približno 60 000 bolnikov. V 270 različnih specialističnih ambulantah opravijo več kot 390 000 pregledov. Urgentni center je organizacijsko in strokovno enovita enota, v kateri obolelim in poškodovanim zagotavljajo neprekinjeno 24-urno dostopnost zdravstvene obravnave. Največja izmed klinik je klinika za kirurgijo, kjer izvajajo najrazličnejše in najzahtevnejše kirurške posege. Kirurgija se je sprva razvijala kot enotna stroka, v 50. letih prejšnjega stoletja pa se je začela cepiti v specialne veje. Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, ustanovljen leta 1965, pokriva najširše področje v okviru kirurških strok. Torakalna kirurgija je kot odsek obstajala že leta 1954. Prav na torakalnem oddelku je zrasla pozneje uspešno uresničena zamisel o sodelovanju z elektrostrojnim klubom Maribor. Plod sodelovanja je bila prva slovenska naprava za zunajtelesni krvni obtok, srce, pljuča. Oddelek za žilno kirurgijo je bil v Sloveniji prvi samostojni oddelek take vrste. Zdaj se pripravljajo na združitev z oddelkom za kardiokirurgijo v enotni oddelek angiokardiokirurgijo, kar bo obema dejavnostima prineslo dodaten strokovni zagon. Oddelek za urologijo je nastal že leta 1951. Z novimi aparaturami, predvsem pa z lasersko napravo opravljajo številne zapletene operativne posege brez velikih obremenitev za bolnika. Nadaljnji strokovni razvoj oddelka pomeni uvajanje endoskopskih kirurških metod. Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo je največji razvoj dosegel Zoro Janžekovič, ki je v 60. letih prejšnjega stoletja odkrila novo metodo zdravljenja opeklin. Oddelek za nevrokirurgijo je bil ustanovljen leta 1972. Odkritje računalniške tomografije in pozneje magnetne resonance je omogočilo sorazmerno varno kirurško poseganje v bolezenska žarišča v možganih. Danes se sodobna nevrokirurgija razvija v smeri minimalno invazivne kirurgije. Predhodnik današnjega oddelka za ortopedijo je bil Zavod za rehabilitacijo, ki so ga ustanovili leta 1960. Danes se ukvarjajo z endoprotetiko velikih sklepov, spinalno kirurgijo,
pediatrično ortopedijo, artroskopsko kirurgijo in športnimi poškodbami. Prvo operacijo na odprtem srcu so v mariborski bolnišnici opravili leta 1996, 3 leta zatem se je enota za kardiokirurgijo preimenovala v oddelek. V mariborski bolnišnici je bila samostojna anestezijska služba organizirana že leta 1965, predtem je od leta 1963 deloval center za oživljanje. Danes na oddelku izvajajo najzahtevnejše intenzivno zdravljenje, posebno skrb pa namenjajo tudi obravnavi in zdravljenju bolečin. Travmatologija je dolgo časa veljala za dokaj neprivlačno vejo medicine, dokler niso tudi po zaslugi novih aparatur in tujega prenesenega znanja začeli zdraviti zlomov in poškodb operativno, ne le konzervativno. Bolniki z notranjimi obolenji imajo v mariborski bolnišnici na voljo 207 bolniških postelj. Revmatologija se je začela razvijati po letu 1955. Z uvajanjem novih diagnostičnih in terapevtskih metod, predvsem pa z uvedbo imunološkega zdravljenja, se število bolnikov, ki jih obravnavajo, v zadnjih letih izrazito povečuje. Konec leta 1973 so ustanovili odsek za nefrologijo in hemodializo, leta 1974 so prvo hemodializo tudi izvedli. Danes sta oddelka ločena, a kljub temu izjemno povezana. Gastroenterološko dejavnost so začeli v mariborski bolnišnici izvajati že leta 1956. Strokovno skrb so posvetili razvoju ultrazvočne in endoskopske diagnostike in leta 1993 prvi v Sloveniji uvedli endoskopski ultrazvok. Oddelek za kardiologijo in angiologijo je nastal leta 1993. Prav v kardiologiji je opazen najhitrejši razvoj diagnostičnih in terapevtskih metod, sprva neinvazivnih, izrazito naraščanje števila bolnikov z boleznimi srca in srčnega ožilja pa je terjalo tudi uvajanje invazivnih metod. Oddelek za intenzivno interno medicino z usposobljenim osebjem in s pomočjo najsodobnejše opreme zagotavlja prepoznavanje, zdravljenje in negovanje bolnikov z najtežjimi boleznimi. Na oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo izvajajo vse sodobne diagnostične in terapevtske postopke, od citoloških pregledov in biopsij kostnega mozga do molekularnih genetskih preiskav pri ugotavljanju in spremljanju rakavih hematoloških bolezni. Odsek za diabetologijo in endokrinologijo je bil ustanovljen leta 1979. Obseg dela zaradi izrazitega naraščanja števila bolnikov s sladkorno boleznijo nenehno narašča. V okviru odseka deluje tudi šola za sladkorne bolnike. Odločilna za razvoj nuklearne medicine je bila gamma kamera. To je bila prva kamera SPECT v Sloveniji, ki je omogočala projekcijo v več ravninah. Pravi razcvet pa pomeni sodobna dvodetektorska gamma kamera, ki omogoča večje število scintigrafskih preiskav in natančnejšo obdelavo slik. Oddelek za pljučne bolezni se je kmalu po drugi svetovni vojni preselil na Slivniško Pohorje in je bil namenjen zdravljenju bolnikov s tuberkulozo. Sčasoma se je število teh bolnikov začelo zmanjševati, v porastu pa so druge pljučne bolezni, predvsem pljučni rak, kronične obstruktivne bolezni in alergijska obolenja. Internistična prva pomoč je največji oddelek za nujna stanja s področja interne medicine v severovzhodni Sloveniji. Zaradi dobre prehospitalne enote nujne medicinske pomoči
se je zmanjšalo število kardiopulmonalnih oživljanj, narašča pa število hudo bolnih, ki potrebujejo dolgotrajno diagnostično obdelavo in nekatere vrste intenzivnega ukrepanja. Klinika za ginekologijo se ukvarja s preučevanjem, preprečevanjem in zdravljenjem bolezni ženskega reproduktivnega sistema. Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo je veliko energije in strokovne skrbi posvetil ozaveščanju žensk, ginekološki urologiji in zdravljenju inkontinence. Med prvimi so začeli uvajati endoskopske operativne tehnike. Neplodnost so začeli v Mariboru zdraviti kmalu po ustanovitvi ginekološkega oddelka leta 1928, čeprav je začela prva antisterilitetna ambulanta delovati šele leta 1961. Danes na oddelku za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo izvajajo vse sodobne metode diagnostike in zdravljenja na tem področju. Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk ima svoje korenine v letu 1921, ko se je začelo zdravljenje bolnic z obsevanjem z rentgenskimi žarki. Posebno skrb so posvečali predvsem raku na ustju maternice in razvijali zgodnjo diagnostiko in terapijo. V 90-ih letih so začeli zdraviti tudi bolnice z rakom dojk. Danes jim omogočajo celostno obravnavo, od diagnostike in zdravljenja do rehabilitacije. Konec 60-ih let prejšnjega stoletja so ginekologi in porodničarji kot prvi v takratni državi uvedli nove diagnostične postopke in nov način vodenja porodov. Plod so spremljali s pomočjo mikroanaliz fetalne krvi, amnioskopij, kardiotokografij in pozneje ultrazvočnih preiskav. Laboratorij za medicinsko genetiko nudi genetske preiskave na področju podedovanih in pridobljenih genetskih sprememb, prenatalne in predimplantacijske genetske diagnostike ter genetike raka. Prvi otroški oddelek v mariborski bolnišnici je bil ustanovljen leta 1946, predtem pa so otroke obravnavali na posameznih bolnišničnih oddelkih. Klinika je drugi največji terciarni center za zdravljenje in promoviranje zdravja otrok v Sloveniji. Medicinsko osebje sestavljajo strokovnjaki različnih področij medicinskih ved. Na kliniki za pediatrijo delujejo naslednje enote: enota za intenzivno nego in terapijo, enota za pulmologijo, alergologijo, revmatologijo in imunologijo, enota za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano, enota za nefrologijo in arterijsko hipertenzijo, enota za nevrologijo, enota za splošno pediatrijo in enota za otroško ter mladostniško psihiatrijo. V okviru UKC-ja Maribor deluje 6 samostojnih medicinskih oddelkov. Leta 1919 je bil ustanovljen oddelek za bolezni ušes, nosa, grla ter očesne bolezni, ki pa se je leta 1943 razdelil na 2 samostojna oddelka. Oddelek za živčne bolezni, predhodnik današnjega oddelka za nevrološke bolezni, je nastal takoj po II. Svetovni vojni. Med prvimi so uvedli doplersko angiosonografijo, zdaj pa upravljajo tudi preiskave s tridimenzionalnim ultrazvočnim aparatom. Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja je eden najstarejših oddelkov, saj obstaja že od leta 1929. Na oddelku opravljajo najsodobnejše diagnostične in terapevtske postopke v skladu s priporočili infektološke stroke. V okviru oddelka deluje tudi enota za obvladovanje bolnišničnih okužb. Dermatovenerologija je sicer mlada veda, a kljub temu je mariborska bolnišnica imela oddelek za kožne in spolne bolezni že leta 1920.
Danes se na oddelku obravnava največ bolnikov zaradi alergijskih bolezni in posledičnih stanj motene venske cirkulacije. Oddelek za psihiatrijo je sprva od leta 1946 deloval v okviru nevropsihiatričnega oddelka. Leta 1972 se je preselil na Pohorski dvor in se začel razvijati kot samostojna organizacijska enota. Leta 2005 se je oddelek preselil v nove prostore v okviru UKC-ja Maribor. Skupni medicinski oddelki opravljajo predvsem diagnostične dejavnosti za potrebe vseh medicinskih oddelkov. Biokemijski laboratorij opravi letno več kot 2 milijona preiskav. Prvi v Sloveniji je začel v celoti uporabljati laboratorijski informacijski sistem. Radiološki oddelek pregleda na leto več kot 100 tisoč pacientov. Nenehno uvaja nove diagnostične in tudi terapevtske metode, predvsem na področju intervencijske radiologije. Center za transfuzijsko medicino zagotavlja storitve, ki so ključnega pomena za delo in razvoj vseh kirurških in konzervativnih strok in je tesno povezan s kliničnimi oddelki. Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino opravlja vse sodobne oblike fizikalne in rehabilitacijske medicine s poudarkom na terciarni obravnavi bolnišničnih bolnikov. Centralna lekarna pripravlja zdravila za izdajo na oddelke. V galenskem laboratoriju izdelujejo posebne galenske izdelke, v analiznem laboratoriju pa kontrolirajo vhodne surovine in končne izdelke. Znanstveno-raziskovalna dejavnost poteka v obliki mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov na področju biomedicine. V okviru oddelka deluje tudi medicinska knjižnica. Najpomembnejša dejavnost oddelka za patologijo so histološki pregledi vzorcev tkiv, odvzetih pri bolnikih v mariborski, ptujski in murskosoboški bolnišnici. Na oddelku opravljajo obdukcije in sodno-medicinske obdukcije za celotno severovzhodno Slovenijo. Temeljni namen zdravstvene nege je zagotavljanje strokovno sodobne in kakovostne zdravstvene nege vsem bolnikom, ki se zdravijo v UKC-ju Maribor. Sodobna in kakovostna zdravstvena nega postavlja v ospredje bolnika z individualnimi potrebami po zdravstveni negi. Že od 80. let 20. stoletja je imela Splošna bolnišnica Maribor status učne bolnišnice. Sprva za medicinsko fakulteto v Ljubljani, z ustanovitvijo medicinske fakultete v Mariboru pa je postala v celoti klinična bolnišnica in učna baza za študente medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru, srednje zdravstvene in kozmetične šole v Mariboru in drugih. Upravno-tehnične službe UKC-ja Maribor sestavljajo vodstvo bolnišnice, kadrovsko-pravna služba, ekonomsko-analitska služba, finančno-računovodska služba, služba za investicije, nabavna služba, oddelek za medicinsko statistiko in socialno medicino, center za informatiko, center za odnose z javnostmi in marketing, služba za oskrbo in vzdrževanje, center za kakovost in organizacijo. Ključni investicijski in organizacijski projekti v prihodnje so izgradnja oddelka za onkologijo, reorganizacija urgentnega centra in nadgradnja pediatrije.